Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Krepko smo že zakorakali v jesen, zato bova z Mašo danes tudi pojesensko ustvarjali. Izdelovali bova jesenske odtise, to pomeni, da bova spomine s prehoda nekako vtisnili, tako da jih bomo potem lahko občudovali celo jesen. In če si zato, Maša, bi z delom midve danes kar pričeli. Za izdelavo jesenskih odtisov potrebujemo das maso, steklenico, jesenske liste, ravnilce, prozoren lak, čopič, rafijo, lesene paličice za ražniče, modelček za piškote, mapo za podlago in univerzalno lepilo. In najbolje je, da se kar lotiva dela. Najprej bova danes mizo zaščitili ne s papirjem, ampak s takole gladko. Midve bova uporabili kar mapo, lahko pa uporabite tudi mogoče polivinilasto vrečko za smeti. Skratka, mapo bova malce prilepili na podlago, to pa zato, da se nama, ko bomo potem valjali das maso, ne bo premikala. Pa takole še na drugo stran in po moje bo ravno dovolj selotejpa, da bo tale mapa lepo stala na mestu. Sedaj si pripravimo en košček das mase. Lahko bi te odtise delali tudi v glini, ker pa doma ponavadi nimamo peči, v kateri kar prereži. Ker pa ponavadi doma nimamo peči, v kateri bi shranili glino, jo potem nadomestimo lahko z das maso, ki ima mogoče zelo podobno strukturo, ni pa sicer to tisti prvobiten material. Izvoli, tukaj imaš kuhinjski nož, najlažje en košček odrežemo z njim. Hkrati pa si, Maša, ti še mogoče prej, predno boš začela delati z das maso, nadeni tele rokavice, kirurške smo jim rečemo, lahko pa so to tudi rokavice za enkratno uporabo ali pa za na vrtu jih včasih uporabljajo naše mame. Skratka, malce bomo s tem zaščitili roke. In sedaj das maso dobro pregnetemo in če nadaljujem, zakaj smo izbrali das maso na mesto gline, zato ker je to masa, ki se lepo potem posuši na zraku in ima tak naraven videz. Obstaja v dveh barvah, v tejle naravni barvi in pa v beli barvi. Lastnost te bele pa je mogoče ta, da lahko odtise potem tudi pobarvamo, vendar bova z Mašo danes delali kar iz te navadne terakota das mase. Ko boš imela občutek, da je das masa primerno mehka, jo boš položila na kepico na mapo in jo takole z dlanjo malce sploščila, tako kot da bi doma gnetla testo. Potem pa bova na mesto valjarja uporabile kar tole gladko steklenico in boš poskušala tole das maso. Mogoče pa bova še na eni strani malce selotejpa dodali, da bo tale mapa res ostala na mestu. Približno na pol centimetra razvaljamo tole das maso. Malce takole, Maša, samo malce še na drugi strani, mogoče smo pa bile prej selotejpom zelo varčni in bova sedaj tole mapo še enkrat utrdili. To se pravi, dragi gledalci, ne preveč šparati selotejpom, da ne bo treba med samo izdelavo potem naše podlage popravljati. Tako, mogoče bo sedaj za začetek dovolj, ker bova potem malce povaljali še takrat, ko bova naredili odtis. Steklenico postaviva na stran, zbereva primeren list, tukaj imava hrastove liste, kar poglejva enega primerne velikosti, da bo potem mogoče ne največjega, pa izberiva tegale. Tale ima sicer dve luknici, ali pa tistega, v redu. Izbereva tistega, ga položiš približno na sredino tele naše. Tako da bova lahko lepo obrezali, pazi, da bo na vrhu dovolj prostora. List položiš s temi žilami na spodnjo stran, to se pravi, žile naj bodo obrnjene na das maso, na našo, zato da se bo potem odtis lepo poznal in ponovno povaljaš skozi list. Zato sem rekla, da ne povaljaš čisto do zadnje in kar lepo paziš, da se list ne premika in pogledaš, če krasno se je prijel, naredil tale hrastov odtis. Ne popravljati, v tem primeru je bolje, da maso, če ti ni všeč, da maso ponovno pregneteš, povaljaš in narediš še enkrat. Sama pa mislim, da se je odtis zelo lepo prijel. Sedaj pa kar z ravnilcem poizkušava obrezati tole našo maso v tak lep okvirček.
oziroma v tak lep pravokotnik, kjer bo tale naš hrastov list približno na sredini oziroma bo tako pa kar do konca. Najbolje je, da takole, ko ravnilce postaviš, potem kar stisneš do podlage in kot da bi z modelčki za piškote obrezovala, tukaj pač uporabljaš ravnilce. Tako, in še na drugi strani spet košček, ki ga ne potrebuješ, odrineš in še spodaj. Tako. Sedaj bova tele odvečne koščke pobrali na kup. Potrebovali jih bova še za izdelavo jesenske rožice, zato jih daš kar na kupčku, tukaj lahko ostali das masi. Previdno vzameš tole paličico za ražnjice in v obeh kotih izdelaš takšne dovolj velike luknjice, da bomo skozi njih, ko bo tale naš, te bodo premajhne, tako, pa kar korajžno takole povrtaj, pa še na drugo stran. Pa spet korajžno povrtaš, tako da bomo lahko potem rafijo lepo napeljali skozi luknjice. Sedaj tale naš obesek oziroma naš okrasek že skoraj gotov. Malce privzdigneš maso, primeš na rahlo izdelek spodaj, na rahlo, da ga ne poškodujeva. Hkrati pa tele rokavice pomenijo tudi to, pa ga takole v dlan položi. Tako lepo ga odstrani. Tako pa lepo v dlan. Sedaj pa sledi še to, da boš robove lepo pogladila. V tem primeru boš takole rokavico pomočila na malo gobice, pa samo pogladila rob. Pa še na drugi strani. Pa še spet malo namočiš prst. Pogladiš. Še tretji rob in potem še četrti. Tako. Sedaj bova midve tale izdelek položili na papir in ga dali sušiti. V tem trenutku ga ne moreva obdelovati naprej, imava pa pripravljen drug izdelek, ki je že suh, da bova lahko pokazali, kako izdelek izdelati do konca. Med samim sušenjem postopek traja približno 48 ur, recimo 2 dni, pa na nekaj časa, jaz sem sama mogoče 2-krat, 3-krat, obrnite ploščico, zato da obdrži to ravno obliko, da se ne zvija preveč. Skratka, tale list bova položili takole, da se suši in nadaljevali bova sedaj naredili še drugo stvar, prej pa potem oba izdelka hkrati zaključili. Ker imaš ravno še tele rokavice nadete, se bova lotili iz teh ostankov das mase, ki nam je ostala. Še drugega izdelka, to je pa takšnih trajnih jesenskih rožic, ki jih mogoče lahko potem kombiniramo, ko pridemo iz gozda takole z listi, ki jih naberemo in imamo tak krasen jesenski šopek. Hkrati pa pri tem gnetenju das mase zelo radi pomagajo tudi manjši otroci in ker bomo sedaj skoraj pekli piškote iz das mase, bodo še prav posebej veseli, ker bo to lahko tudi njihov izdelek. In spet postopek je enak, kroglico malce sploščiš, povaljaš steklenico, uporabimo kar steklenico, da ne umažemo domačih valjarjev, ki jih mame uporabljajo. Malce si Maša popravi mapo, da bo mapa lepo trdno na svojem mestu, tam lepilo malce pogladi. Tako, še malce pregneti, pa še enkrat povaljaj. Rokavice škripajo in ti je to smešno. Si mi pa pred oddajo povedala eno skrivnost, oziroma da si z das Mašo že ustvarjala doma, da sta z mamico ustvarjale in sta delale skledice, če sem si prav zapomnila iz das mase. Ja, v das maso smo odtisnili list, velik, kakršnikoli figov, lahko tudi tulipanovčev, potem trtni, kakršnikoli, potem smo obrezale list in na to potem smo to
nista dali sušiti na papir, ampak Ne. verjetno na eno posodico, da Ja, je dobila obliko skledice, a ne? Ja, da je dobila obliko skledice, potem, ko se je Da posušila, boš pa kar pa sva hkrati zraven še pa malo povaljala. Sva polakirale z lako, oziroma neko snovjo. In zdaj uporabljate lahko to Ja. skledico jeseni za sadje. Malce pazi, da boš razvaljala tako, pa spet ne pretanko, ker če bo pretanko, ne bova mogle dodati paličice. Tako, in sedaj izrežemo piškot, pa kar v tej Poglejva, kako je nastala tale naša rožica. Da bo najbolj V enakomerno. redu, sedaj odmakneš das maso, ki je ostala. S paličico narediš različne vzorce, lahko kaj narišeš, odtisneš, mogoče samo tale hrbet, skratka rožico narediš takšno čim bolj. Tukaj ne bova odtisovali listkov, ampak bo naredila take reliefne vzorce Maša s paličico. Lahko pa se z das maso res poigramo pri tej izdelavi rožic tudi tako, da jo zvaljamo v trak, pa potem naredimo cvet vrtnice, da izrežemo še drugačne piškotke, pa so mogoče srčki. Skratka, das masa je en tak lušen material za ustvarjanje. Fino je, ker je trajen. Če se takšne stvari igramo s plastelinom, se nam ponavadi zgodi, da po določenem času razpadejo, das masa pa res ostane. Če pa jo polakiramo, pa sploh dolgo ostane. Maša bo sedaj na tole rožico naredila nekaj vzorčkov. Tako, poglejva, če je že skoraj pri koncu in mislim, da je. Sedaj pa namestimo, Maša. Aha, še bo pikice dodala, to bo pa res ena taka lepa jesenska rožica. In vse je naredila samo s tole paličico za ražniče, ki nam je ostala od poletnih piknikov. Sedaj pa paličico za ražniče takole previdno potisnemo s spodnje strani. Pazimo, da gre res po spodnje strani in kar pustijo, ne pritiskaj. In sedaj spet z mape odstranimo tale naš, previdno odstranimo tale naš cvet. Spet ga primeš v dlan, tako kot prej, in spet pogladiš robove. Skratka, postopek je približno enak, kot je bil pri ploščici. Damo rožico s paličico vred na papir in spet jo damo sušiti. Tako, tele zaščite ne potrebujeva več, tudi rokavic ne potrebujeva več, ker imava sedaj za obdelavo izdelka, ki sta se 2 dni že sušila, in sicer bova najprej do konca obdelali tole ploščico. Lahko jo najprej prelakiramo, najbolje je s temle lakom v spreju, skratka samo pošpricamo, ampak spet bi se ta stvar sedaj le kar nekaj časa sušila, pa tudi von ima tak, da ni za zaprte prostore, tako da to počnite ponavadi zunaj na kakšnem balkonu ali pa na klopci pred hišo, tako da bova z Mašo kar pustile tole ploščico tako, naravno ne bova je polakirali. Lahko pa seveda, če nimate tega laka v spreju, polakirate tudi kar z maminim brezbarvnim lakom za nohte. Ravno tako lepo pride in sličica se bo potem ravno tako lepo svetila. Sedaj pa vzamemo 2 koščka, oziroma bo verjetno, ker je taka debela, dovolj kar 1 košček rafije, pa jo bova dali na polovico. In sedaj tale oba koščka najprej napelješ pri eni luknici skozi z zadnje strani, ker bomo na sprednji strani naredili vozel. Vidiš, zato sem rekla, da mora biti ta luknica kar velika, da bomo lepo potegnili oba koščka rafije skozi. Tako, nič hudega, tale delček rafije, ki ni šel, bova takole kar odstranili. Ti boš tam naredila svoje, takole. In sedaj zavežeš tak na vozu, pa še enkrat vozu, ker pusti si malo več prostora, ker bo treba na istem mestu narediti vozel 3-krat, da res ne bo deščica oziroma ta naša sličica padla iz vrvice. A je šlo?
Ne. Ni šlo. Potem pa bomo poskusili še enkrat. Skratka, narediva najprej en vozel na istem mestu. Na istem mestu, a dva sta že. Ja. To se pravi, en ti je uspel, drug pa ti ni. In na istem mestu narediva potem še tretji vozel. Tale delček rafije bova takole malce porezali. Potem pa bova tudi tele večje ostanke odrezali. Sam sedaj bova naredili tako enako še na drugi strani. To se pravi, tale dva koščka napeljava skozi luknjico. Takole. Aha, en delček nama jo je nagajal. Bomo še malce porezali. Dokler imamo dovolj velik trak, se lahko igramo s tem, da malce porežemo. Takole. In sedaj spet zavežemo. Še mogoče malce pogledava, kako bova skrajšali. Takole bo dovolj za sličico. Tako, sedaj pa zavežeš en vozel. Pa kar globoko dol ga zaveži, Maša. Skoraj pri ploščici, tako. Pa potem na istem mestu. Najprej zategni vozel, potem bo pa šel drug še enkrat. Na istem mestu še enkrat. In potem na istem mestu še enkrat. Zdaj pa poglejva, če je vozel že tako močen oziroma tako velik, da nama sličica ne bo padla iz vrvice oziroma iz rafije. Poglejva. Če je, takole pod seveda, lepo drži. Sedaj pa porežeš tele odvečne trakce, malo jih lahko ostane, ker daje tudi ta rafija in tak pridih jeseni, ker je imitacija takšne slame, pa še tule tele dolge. Tako, in sličica, tukaj v tem primeru javorjevega lista, bo že je gotova. Sedaj pa enako narediva še s tole rožico. Ko se je sušila rožica, potem tale luknjica postane malo prevelika. Zato vanjo damo kapljico, ampak res kapljico lepila. Kapljico. In v to kapljico potisneva paličico. Sedaj pa spet vzameva rafijo. Mogoče je tale predolga. Jo takole malce skrajšava in tule nekje malce oviješ, čisto po svoji izbiri narediš vozel, malce oviješ, pa narediš kakšno mašnico in bo tale rožica, pa mogoče še malce en delček oviješ tako, z obeh strani, tako, pa kar gor stisniva, pa kar močno, tako, paličico jaz ti bom pomagala držati. A zavežem. Potem pa zavežeš vozel in narediš mašnico in bo tale naša rožica tudi okrašena. Kar na sprednji strani, Maša, da to, da bo mašnica tudi na prvi strani. A ne? Tako, tukaj bo lice rožice rečeva. Tako, in sedaj narediva še mašnico. Pa jo malce skrajšava tole mašnico, tule na vozlu, kar potegni. Takole, pa še z druge strani. Takole, obrežeš predolge trakce in to bo to. Tako. Jesensko rožico smo naredili smo sličico. Teh rožic seveda lahko naredite več. Iz gozda prinesete kakšno vejico. Listi v gozdu so trenutno še zeleni, pa tudi rumeni. Rumeni so bolj po tleh vejice, pa hkrati sedaj v tem trenutku nisva našli z Mašo še hrastove, vse v našem gozdu ne, čisto rumene. Čez kakšen teden, 14 dni, pa bodo tudi te vejice že lepo rumene. In če potem v vazo date nekaj vejic, pa kakšno takšno jesensko rožico, je to lahko prav lep jesenski šopek, ki bo krasil našo mizo. Pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvarjati tudi naslednjo sredo, nas gledajte ob 18. na VTV-ju. Ko bomo spet jesensko ustvarjali. Nasvidenje do prihodnjič. Adijo!